Mi moramo biti najprej ljudje. Duhovnik v evangeličanski cerkvi je zelo enak verniku, torej enak med enakimi, kakšni v resnici smo ali pa katere veroizpovedi smo, je zame kot za duhovnika popolnoma nebistveno. Poskušamo iti ljudem naproti, a veste, cerkev ne sme biti dolgočasna. A jaz zagotovo ne bi mogla biti duhovnica in ne bi bila, če bi veljal celibat. Vi ste pa tudi psihoterapeutka. Pred kratkim je Državni zbor tudi potrdil zakon o psihoterapevtski dejavnosti. Sporen zakon? Kaj je v bistvu sporno? Ja. Doktor Katja Brkić je klinična psihologinja in evangeličanska duhovnica. Je profesorica na Univerzi v Novem mestu, kjer predava na Fakulteti za zdravstvene vede, in na Univerzi v Zagrebu, kjer predava na Protestantski teološki fakulteti. Je tudi psihoterapevtka, do nedavnega je bila vodja Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov, zdaj ima na Malem Slatniku zasebno klinično psihološko ambulanto. Klinična psihologinja, duhovnica, teologinja, psihoterapevtka, to je en kup enih poklicev. Kako na videz različnih v bistvu imajo nekako isto poslanstvo, pomagati ljudem, kako zmorete vse te poklice obenem opravljati. Ja, sliši se res tako zelo veliko poklicev, ampak v bistvu imajo skupnega imenovalca in ta skupni imenovalec je definitivno človek, odnos. In na nek način se ti poklici med sabo tudi zelo dopolnjujejo. Namreč človek ni samo telesno bitje ali pa samo duševno bitje, je duhovno, duševno, telesno bitje. In v bistvu se ti poklici potem na tak način lahko tudi dopolnjujejo. Ključni dejavniki, ki vplivajo na človekov duševnost, so v prvem obdobju življenja, človekovega življenja, se pravi otroštvo, predvsem družina, potem se vključi nekoliko širše okolje, vrtec, šola, vrstniki, na odraslo osebo pa deluje predvsem družba, v kateri živi. Kakšni so ti vplivi? Kako močno vplivajo in kako oblikujejo človeka? Ja, v bistvu je tukaj ena zelo zanimiva reč, kar se tiče ljudi. Namreč človek je pravzaprav edino bitje, ki postane človek zaradi odnosa z drugim človekom. Bom dala čisto en plastičen primer. Če pogledamo recimo konja ali pa psa, potrebuje pravzaprav takoj, ko se skoti, se že postavi na noge. Takoj, ko se skoti, že uporablja glasove svojih staršev, torej kuža začne lajati. Pri človeku gre ta razvoj malce drugače. Pravzaprav potrebujemo približno 1 leto, da shodimo, pa tam nekje do 2 leti, da pričnemo govoriti, in ljudje postanemo zaradi odnosa z drugim človekom. Naši možgani so namreč tako zelo zanimivo narejeni, da se desna in leva hemisfera povežeta v celoto po daljši poti. Torej ne tukaj spredaj, kjer bi pričakovali, da je krajša pot, ampak gre tukaj zadaj skozi corpus callosum. Ko se ti 2 hemisferi povežete pa se zaradi odnosa, ki ga imamo z drugim človekom. Tako da ja, se strinjam, seveda, v prvih letih življenja smo torej starši tisti, ki lahko s svojim odnosom, tukaj je seveda v ospredju tudi neverbalna komunikacija, pogled, dotik, nežni nagovor in seveda sama skrb, ustvarimo to, da so naši možgani pripravljeni sprejeti navezanost kot delovni model. Potem nam to seveda služi kasneje, ko odrastemo. Vpliv pa ima tudi socializacija, primarna, sekundarna, torej vrtec, šola, vrstniki, družba, v kateri živimo. Neka družbena vprašanja, ki nas oblikujejo tako ali drugače. Če živimo v vojni, bo situacija malce drugačna, kot če živimo v blagostanju. Današnja družba vpliva na duševno stanje posameznika nekoliko drugače, kot je to v preteklosti. Kako se je to čez preteklost spreminjalo? Danes vidimo, da ima izredno močan vpliv družba. Ja. Razmišljam tudi o teh odklonih v duševnosti posameznika. Kakšen je bil vpliv družbe v preteklosti, kakšen je vpliv danes? Ja, če se smem malo pošaliti, ko je Freud delal v 19. stoletju, je trdil, da v bistvu nevroza ali pa ljudje, ki imajo neke nevrotične motnje, so na nevrotičnem osebnostnem polu bolni. Danes rečemo, da so zdravi.
Zato, ker se je naša osebnost tako spremenila, da v bistvu vse, kar je nevrotično, dojemamo kot zdravo in vse, kar je mejno in niže psihotično, dojemamo kot bolno. Kaj to pomeni? To pač pomeni, da se je v družbi spremenilo to, da imamo bistveno več osebnostne patologije, da v bistvu nimamo več možnosti, mogoče tudi ne znamo več na ta način vzgajati, kot smo znali včasih. In seveda to potem prinese bistveno več konfliktov, bistveno več sovraštva, bistveno več nestrpnosti in posledično ne znamo ustvarjati varnih okolij, ki bi bila čustveno dostopna. Pa to ne gre samo za, zelo je ravno aktualno, romska skupnost, in njihovo okolje, ki se bistveno razlikuje od našega, tudi sistem vrednot in pač vse, kar gre zraven, ampak govorimo tudi o splošni družbi, tudi v nas. Seveda, a veste, mi nikoli ne moramo te stvari posploševati. Ne nazadnje, neke raziskave kaže, da bolj kot je napredna družba, več ima po drugi strani duševnih motenj. Se pravi, očitno tukaj imamo težavo s tem, da smo bolj materialistično usmerjeni, mogoče tudi dosti bolj konzumistično usmerjeni, nimamo več časa, ne vzamemo si čas za svoje otroke, rajši jim damo neke risanke, televizijo, oziroma jih vpišemo na 1000 dejavnosti, tako da ima v ponedeljek, ne vem, klavir, v torek ples, v sredo angleščino, v četrtek nemščino, v petek ima dramski krožek. Verouk smo pozabili. Verouk, seveda, Verouk mu damo na nedeljo, se razume. In potem, kaj ima ta otrok od življenja? Pravzaprav postane naš narcisistični podaljšek. Torej to, česar mi nimamo, damo njemu. Omenili ste vzgojo. To se pravi, to je pač neka dejavnost med staršem in otrokom. Zdi se, da je možno, da je vzgoje tudi preveč, da se starši preveč ukvarjajo z otrokom, da nekoč, ko so pač otroka spustili ven in se je na dvorišču igral cel dan, so bili bolje vzgojeni otroci, kot so danes, ko starši neke popolneže vzgajajo. Kakšne so nevarnosti pretirane vzgoje in pretiranega poudarka temu? Ja, če se smem mogoče tukaj navezati na en pregovor, včasih je veljal en pregovor, da je potrebna cela vas, da se vzgoji en otrok. No, danes je pa tako, kot pravite, pravzaprav smo zelo osredotočeni na to, da bomo vse naredili prav, pri čemer jaz zelo rada rečem, da idealnih staršev ni, tako kot ni idealnih otrok, tako kot ni idealnih vernikov in tako kot ni idealne družbe. Torej, v bistvu je težava v tem, da mi hočemo ustvariti popolno družinsko sliko ali pa vzgojiti popolnega otroka in potem imamo težave, ko pa ta otrok ni tak v naših očeh, kot smo si mi predstavljali. Otrok ima tudi težave s tem potem. Seveda, ker, a veste, s tem mi ustvarjamo pravzaprav svoj narcisistični podaljšek, ne pustimo mu dihati. In potem beremo knjige in potem študiramo in potem ga vozimo na vse možne dejavnosti k vsem možnim terapeutom, zato da nam ga bodo popravili, da bo potem kot iz škatlice. To je projekt, on je pa izdelek tega projekta. Tako. In potem je razočaranje, ko ta projekt propade. Tako je. Imajo danes otroci več duševnih motenj kot v preteklosti? Ja, nažalost opažamo porast, predvsem bomo rekli čustvenih motenj, vedenjskih motenj, bistveno več je tudi samomorilnosti, torej suicidalne ogroženosti in ta trend narašča. Po covidnem času smo to še toliko bolj opažali in še vedno seveda opažamo. In kaj je tista stvar iz časa covida, ki je to spremenila? Ja, sigurno, veste, izolacija kot taka, zmanjšana možnost izvajanja nekih odnosov, pa seveda neka situacija, ki nismo navajeni. Veste, mi smo vsem živimo v relativno, dajmo reči, blagostanju, vsem živimo v nekem demokratičnem svetu ali pa državi, kjer ta hip nimamo vojne in ta generacija otrok pravzaprav ni imela nobenih slabih izkušenj. Potem se pa kar naenkrat stvari spremenijo in to predstavlja nek šok. In če imamo otroke, ki živijo v relativno zdravih okoljih ali pa tudi mogoče v relativno umirjeni družbi, seveda nimajo kapacitet za spoprijemanje s tem. Se pravi, tudi neki konflikti medvrstični, medgeneracijski in tako naprej pozitivno izoblikujejo človekovo osebnost. Ja, seveda, čisto banalni primer, če pa je otrok v šoli, potem se on
na nek način uri in uči postavljati zase, krepi svojo samopodobo, svoj medosebni odnos z vrstniki. Če tega ni, če se to dogaja doma za zasloni, potem, ko je vsega tega, torej, ko je te izolacije konec, pride v šolo in se več ne zna skregati. Omenili ste zaslone. Ne? Kako zasloni vplivajo na današnjega človeka, na današnjo družbo? Otroci igrajo igrice, odrasli gledajo. Neke stvari zanimajo, nekateri celo nekaj preberejo na teh zaslonih. Kako to vpliva na človeka? Kako to negativno lahko vpliva na človeka? Kako se kaže ta vpliv na današnji družbi? Ja, zdaj zasloni imajo v bistvu pozitiven vidik in negativen vidik. Recimo, če gledamo glede otrok, potem siguran zasloni, kadar so primerno dozirani, torej da tega ni preveč, lahko pozitivno vplivajo na razvoj izvršilnih funkcij, pa vidno prostorskih funkcij, do neke mere lahko celo tudi krepijo koncentracijo. Če pa je teh zaslonov preveč, torej po količini preveč predvsem, potem pa na nek način izgubljamo stik s tem resničnim svetom. Danes je pravzaprav moderno, da se ljudje tudi spoznavajo in da na nek način grejo v neke intimne odnose preko zaslonov. To je na nek način obrambni mehanizem, veste, ker se bojimo razkriti sebe. In seveda zaslon ustvari spet idealnega jaz. Torej popolnega, ki lahko ustvari neko sliko sebe, kakršno si mi želimo, ne pa to, kakršno v resnici je. In posledično seveda ustvarjamo spet neke idealne ljudi, ki v resnici ne obstajajo. Zato je potem razočaranje toliko večje. Pri odraslih seveda je lahko uporaba zaslonov, recimo če damo primer umetne inteligence, seveda zelo koristna, ker nam pomaga lahko pri vsakodnevnih opravilih, vkolikor seveda se to spet ne zlorablja v to smer, da pač ljudje na ta način nimamo odnosa, ker ga pač rajši imamo z zaslonom. Omenili ste umetno inteligenco, v bistvu računalniki, ne, in računalniški programi in vse to, kar mi si lahko pomagamo z računalniki in umetno inteligenco, na nek način krni naš način razmišljanja. Več ne rešujemo nekih problemov s svojo pametjo, ampak si pomagamo s tem. Kako to vpliva recimo na človeka? Smo zdaj, mi zaradi tega postajamo manj sposobni? Dobro vprašanje. Jaz bi rekla, veste, da mi živimo v instant kulturi. Ne? Mi pravzaprav hočemo vse takoj. Jaz tudi pri sebi opažam, če je gneča na cesti, sem že malo nervozna, kdaj bom šla, kdaj bo zelena luč, ker se nam stalno mudi. Pijemo instant kavo, jemo instant hrano, vse je v bistvu instant zelo hitro. In seveda umetna inteligenca nam tukaj tudi pomaga pri tem vzdrževanju instant kulture. Po drugi strani pa seveda se lahko zgodi, da vkolikor ne bi več uporabljali svojih mentalnih sposobnosti, bomo pozabili reševati probleme. Predvsem imam tukaj v mislih tudi reševanje socialnih problemov, reševanje socialnih konfliktov. A veste, danes, ko ti otroka vprašaš, kaj bi naredil, če bi se ful manjši otrok od tebe začel s tabo pretepati, otrok ne zna odgovoriti na to vprašanje, ki je pravzaprav zelo enostavno. Ja. Nedavno sem slišal eno vprašanje otroka, zakaj so na spletu vsi tako lepi? Ja, zelo dobro vprašanje, dobro opažanje otroka, seveda, ker pač ustvarjamo idealno družbo. Ljudje so pač spoštovani, vkolikor so lepi, bogati, zdravi, mladi, in vse ostalo nam več ni všeč. Ja, in potem mladostnica se pogleda zjutraj v ogledalo in ni taka, kot so njene vrstnice na Facebooku ali pa ne vem, kaj imajo zdaj že. In to pa neke stiske povzroča med mladimi. Ja, seveda. In odraslimi konec koncev. Seveda, ker glavni razlog je primerjanje. Pravzaprav to nas na nek način hrani, ampak nas hrani pa to negativno smer. Ker če se ves čas primerjamo z drugimi in potem seveda, kad pravite, se mladostnica zbudi, pogleda na internet oziroma na splet in potem vidi pri sebi, da ima morda kakšno kilo preveč, da morda nima ravno prave barve las, da morda nima pravih ličil. Jo to seveda spravi v stisko, zato ker ne zna krepiti svoje samopodobe in biti točno takšna, kakršna je. In da je pravzaprav takšna v redu. Zdaj pa zakaj do tega pride, pa je seveda pričakovanje staršev na eni strani in ne moremo mimo tega pričakovanje družbe.
Ste tudi teologinja, evangeličanska duhovnica. Evangeličanska cerkev v Novem mestu je sorazmerno mlada skupnost. Ne? Vse od Trubarjih časov pa od protireformacije praktično ni bilo protestantov na Dolenjskem, razen na nekaterih gradovih, neki pač izjeme, posamezniki. Začela se je v bistvu seme te sedanje evangeličanske skupnosti, vaša babica, pastoresa Adela Brandt, poročena Brkič, zasejala. Danes je pa to precej močna skupnost v Novem mestu, evangeličanska. Kako je prišlo do tega? Čemu lahko pripišemo zasluge, da je evangeličan, da ima cerkev dobrega pastirja, toliko obiskovalcev, ki prihajajo tja po duhovno oskrbo? Ja, tako kot pravite, seveda, če gledamo slovensko področje, potem je seveda evangeličanov več v Prekmurju, v tem območju Slovenije, zato ker takrat, če gledamo obdobja, kot ste rekli, proti reformacije, seveda je ta del Slovenije pasal pod Ogrsko in so imeli tudi bistveno več dovoljenja, zato so se tudi lažje ohranili. Medtem ko ta del Kranjske, tukaj pa pač proti reformacija toliko močnejša in tako, kot ste lepo rekli, na posameznih gradovih se je to še ohranjalo, medtem ko je ta največji razcvet seveda doživelo kasneje. Ko me pa vprašate, kaj je razlog za tak obisk in pravzaprav mogoče tudi zanimanje za duhovnost, za cerkev, ki je morda v 3. tisočletju malo neobičajno, ker načeloma ljudje niso več tako zelo zainteresirani za te stvari, mogoče kot so bili nekoč, bi jaz dala odgovor, da je razlog to, da je naša cerkev zelo družbeno angažirana. Pravzaprav nas zelo zanima, kaj se dogaja z ljudmi, gremo na osebno raven, zelo smo tudi karitativno usmerjeni, poskušamo iti ljudem naproti, a veste, cerkev ne sme biti dolgočasna. To prvo ni. Prvo si bogoslužje, pa glasba zraven, gre eno z drugim. Zdaj ste imeli Trubarjado, že tradicionalno. To so kulturne prireditve, namenjene ne samo vernikom in pripadnikom cerkve, ampak širšemu okolju. Evangeličanska cerkev deluje bolj sproščeno, bolj sodobno in tako naprej, ampak v bistvu je to precej strog sistem. Strog sistem v kakšnem smislu? Recimo, ena stvar je, rimokatoliška cerkev pozna spoved, greš k spovedi, grehi so ti odpuščeni, v evangeličanski cerkvi ni pardona. Če si grešil, greš s tem na drug svet. Ja, zdaj tudi mi imamo spoved. Imate? Seveda. Pa ne tako kot... Spoved v bistvu v evangeličanski cerkvi je predvsem kolektivna. Namreč ideja, ki se vleče že ves čas od Lutra. Luther je namreč poudaril to, da gremo nazaj k izvirom, kot temu rečemo ad fontes, to se pravi nazaj k koreninam. In v bistvu duhovnik v evangeličanski cerkvi je zelo enak verniku, torej enak med enakimi, in spoved kot taka je kolektivna. Torej, gre pa seveda za interpretacijo, da smo odrešeni po milosti. Namreč mi ljudje ves čas poskušamo nekaj sami pridodati svojimi dejanji, svojimi deli, da bi se prikupili Bogu pa drugemu. Protestantizem pa tukaj daje zelo jasen odgovor, pri čemer se seveda teološko gledano naslanja na Pavlova pisma. In pravzaprav je glavna ideja ta, da smo odrešeni po milosti. Torej, ne glede na to, kako velik grešnik sem, oziroma kako močno grešno se počutim, je pri Bogu vedno priložnost zame. Torej, v bistvu ni tako strogo, pravzaprav sploh ni strogo. Na nek način je zelo sprejemajoče in tudi zelo odprto. Če vzamemo spoved, vi ste pa tudi psihoterapeutka. V bistvu spoved je neke vrste psihoterapija. Drži. Je podobno, Če smo pri tej psihoterapiji, danes je veliko govora o tem. Pred kratkim je Državni zbor tudi potrdil zakon o psihoterapevtski dejavnosti. Sporen zakon.
Sporne so bile tudi ves čas rešitve, ki so jih vsebovali predlogi zakona. Kaj je v bistvu sporno? Medicina pozna, se pravi zdravnika, ki postavi diagnozo in ima terapevta, ki izvede terapijo. Vsak mora imeti določeno stopnjo usposobljenosti, se pravi primerno izobrazbo. Bil je velik nered na področju psihoterapije, a je ta zakon zdaj kaj rešil ta nered? In kaj ima tazga še noter, kar je nevarno? Ker duševne bolezni so ravno tako nevarne kot rak ali pa infarkt, ne? Mislim, lahko pripeljejo do smrti. To je zelo resna zadeva. Ja, tukaj jaz lahko dam pravzaprav odgovor, glede na to, da prehajam iz 2 poklicev, ne. Tako kot ste zelo lepo rekli, seveda spoved ali kot mi temu rečemo dušebrižniški pogovor je v resnici priložnost, ko vernik pride do duhovnika in se z njim pogovori. Seveda v tem to zagotovo vsebuje tudi neke elemente terapevtskega odnosa, ampak tukaj ne gre za zdravljenje. Seveda, tukaj gre za neko svetovanje, gre za poslušanje, gre za spoved, kot temu lahko zelo lepo in enostavno rečemo. Po drugi strani, imamo pa mi ta sporen psihoterapevtski zakon, kjer jaz kot klinični psiholog absolutno ugovarjam temu zakonu, zato ker se ne posluša stroke. Namreč, kje je težava? Težava je v tem, da pravzaprav v zdravstvo sodijo tisti profili, čeprav sem sama tudi teolog, pa vendarle smatram, da kot teolog v zdravstvu ne moram delovati po principu, da bi postavljala diagnoze in da bi zdravila. Namreč profili, kot so psihiatri, klinični psihologi, pedopsihiatri, torej ta zdravstvena smer, nam tekom študija v resnici daje možnost diagnosticiranja. Torej naučimo se diagnosticirati duševne težave. In to je zelo pomembno tudi v psihoterapevtskem procesu, ko se pogovarjamo o duševnih motnjah. A veste, eno je svetovanje, torej ljudi, ki grejo čez neke stiske, ki so lahko trenutne, ali pa neka stresna situacija, pa vendarle pri tem ne gre za duševno motnjo. Ko pa mi opravljamo psihoterapijo v smislu zdravljenja duševnih motenj, to se pač dogaja v zdravstvenem okolju, v zdravstvenem settingu, je pa težava v tem, da pač ljudje, ki te izobrazbe nimajo, lahko spregledajo morebitno poslabšanje simptomov, ne prepoznajo duševne motnje in zdravijo narobe. Tako, čisto po domače. In to je lahko velik problem, zato je tukaj potrebno poslušati stroko. A veste, mi tudi pri Zbornici kliničnih psihologov nismo proti ureditvi zakona. Seveda ne. In nič ni narobe s tem, če se razmeji neko svetovanje, ampak problem nastane, če ljudje, ki nimajo primerne izobrazbe, recimo, ki so končali študij na teološki fakulteti, pa potem študij družinske in zakonske terapije na teološki fakulteti ali pa na kakšni drugi fakulteti, nimajo pa pravzaprav znanj z področja psihopatologije in tudi nimajo za sabo dolgotrajne specializacije, torej kliničnega usposabljanja, se lahko tukaj naredi zelo velika škoda ljudem. Zato je ta zakon v tem delu pač sporen. To je nekako tako, kot bi dal maserju, da da diagnozo, kaj je z njegovim telesom narobe in potem tudi. Ja, tako je. Prihajajo prazniki. To je nekaj lepega. Po drugi strani pa je to tudi čas velikih duševnih stisk, osamljenih ljudi, ljudi, ki živijo sami, ljudi, ki imajo težave v življenju, ki nimajo družine ali pa odnosi v njihovi družini niso taki, kot bi morali biti. Kako se pripraviti na te praznike, kako naj se jih lotimo z tega duševnega vidika? Ja, res je. V bistvu jaz lahko rečem, da imam zelo veliko dela v enem in drugem poklicu ravno v času prihajajočih praznikov, zato ker po eni strani je navdušenje, je ta evforija, po drugi strani se pa seveda pojavlja ta manko in osamljenost. Namreč to, kar je zelo pomembno v prihajajočih praznikih, je, da si prav vsak posameznik poišče vsaj nekoga, ki mu zaupa. Ni nujno, da imamo družino, ni nujno, da imamo zelo velik krog prijateljev, zagotovo pa potrebujemo vsaj eno toplo besedo, vsaj en topel nasmeh,
To lahko storimo na način, da pač si poiščemo neko zdravo družbo, ki nas dvigne. Seveda tukaj tudi cerkve odpirajo vedno svoja vrata, tudi naša cerkev konkretno v času teh predprazničnih praznikov je zelo odprta za vse tiste, ki so v stiskah, ki so sami, osamljeni, delamo različne obiske, poskušamo odprti vrata tudi za tiste, ki so najbolj na obrobju družbe. Študirali ste evangeličansko teologijo, zdaj tudi predavate v Zagrebu na tem. Kaj vse ste tam študirali? Ne samo krščanske religije, marsikaj drugega je bilo še tam, ne? Ja, zdaj teologija je ena, ne? Tako da mi, kar rečemo, študiramo teologijo. Razlika je samo v tem, ali jo študiramo na protestantski fakulteti ali jo na rimokatoliški, pa tudi seveda na pravoslavni, ne? Tudi te smeri so. Ampak to ne pomeni, veste, teologija kot taka je enaka. Namreč pravoslavna, rimokatoliška in protestantska cerkev si delita 7 ekumenskih koncilov, kar pomeni, da tukaj smo mi zelo poenoteni. Razlike so mogoče samo v določenih interpretacijah, pa malo v zakramentih, pa v tem, da se pač mi lahko poročamo. Sicer pa teh osnovni pot ali pa osnovni tek teologije je enak. Tako da je tudi študij temu primeren enak. Torej predmeti, kot so nauk o Kristusu, nauk o trojedinem Bogu, to je vse enako. Razlika v protestantskih teoloških smereh je predvsem ta, da je bistveno večji poudarek na izvirnih jezikih. Torej poslušamo in se učimo zelo veliko stare hebrejščine, stare grščine, ker nas usmerjajo potem v pravilno interpretacijo, temu rečemo eksegeza, svetega pisma. In še ena posebnost teh naših smeri, ne, mogoče protestantskih fakultet, je ta, da seveda se seznanimo tudi z vsemi ostalimi verstvi. To pa zato, da potem lahko smo neki sogovorniki, torej islam, vzhodne religije, poleg seveda krščanskih smeri. In še ena stvar, ki je tukaj zanimiva, zelo veliko predmetov imamo z področja drugih sorodnih disciplin. Recimo poslušamo o sociologiji religije, psihologiji religije, poslušamo zelo veliko o komunikacijskih treningih, o filozofiji religije, ogromno iz zgodovine in na tak način mogoče dobimo eno malo večjo širino. Ne študirajo samo kristjani na protestantske teologije. Seveda. Tudi muslimani, ne? Ja, jaz imam trenutno 3 študente, ki so v bistvu muslimanske vere in je ta dialog z njimi zelo zanimiv. Vedno znova je zabavno to poslušati, ker na nek način, veste, študij teologije ni tako zelo ozko usmerjen izključno ali pa da bi bil izključujoč samo na tiste, ki so kristjani. Pravzaprav moji študentje so tudi ateisti. No, to sem hotel vprašati, če tudi ateisti. Seveda. In kaj oni, recimo, dobijo s tem študijem kot ateist? Postane veren ali kaj drugega? Jaz bi tako rekla, veliko od njih postane iz ateistov, grejo v agnosticizem, torej da so agnostiki, da vsaj nekaj verjameš. Sigurno pa dobijo tudi to možnost, ker pač študij nam da to opremo. Ne? Recimo, moje področje delovanja je predvsem praktična teologija, aplikativna teologija, to je pastoralna teologija, to je ekleziologija, torej nauk o cerkvi, nauk o delu z ljudmi, dušebrižništvo recimo. Tako da dobijo tudi ta mogoče vidik, kako lahko delujejo v družbi in so družbeno angažirani. Če pogledam recimo v svoj letnik, potem nas je mogoče polovico šlo v duhovniško smer, polovico jih pa deluje v karitativnih, humanitarnih dejavnostih, na katerih so celo ustanavljali, konkretno govorim za Hrvaško, tudi določene organizacije, ki se s tem ukvarjajo, tako da ni nujno, da greš zdaj, da gre pač vsak v duhovništvo. Precej veliko širino dobi človek s tem študijem. Tudi jeziki so tukaj pomembni, baje ste morali Lutra študirati v nemščini, brati originale, ne? Ja, tako nekako je bilo, ja. Veste, najprej greš študirala sem v Ljubljani psihologijo in v Zagrebu teologijo, kar pomeni, da sem se zelo veliko vozila. In najprej bil prvi šok hrvaščina, ne? Pač mi vsi mislimo, ko smo tukaj nekje, da znamo to malo tako, da bomo se to že nekaj zmenili, pa sem pol kar hitro ugotovila, da nimam pojma. In v bistvu sem se začela najprej hrvaško učiti, potem v 2. letniku pa nam reče profesorica, dobro, Lutra ste brali pa v nemščini, zato da ga boste razumeli. Sicer nemščino sem smela na gimnaziji, ampak to je bila nemščina, ki ni bila primerljiva z branjem Lutrovih del. Tako da seveda velik poudarek je tudi na tem. Tudi latinščino smo imeli kar 2 leti. Pa hebrejščino, ne? Hebrejščino. Tukaj pa je ena anekdota s to hebrejščino, ne? Ja, drži, ena zanimiva anekdota je bila, namreč zelo veliko časa je bilo včasih, veste, težko to usklajevati, ne? Pač vožnja Ljubljana, Zagreb in včasih sem se usedla na vlak, ki je vozil iz Ljubljane v Zagreb, seveda 3 ure, ne?
In na Dobovi na meji sem se enkrat učila zelo intenzivno za kolokvij iz hebrejščine, kjer so me zaustavili, misleč, da sem terorist. Tako da je bilo zelo zanimivo, ustavili so vlak, klicali so na faks, če sem jaz res ta oseba, ki gre na kolokvij iz hebrejščine, prepričani, da nekaj načrtujem. Tako da to je bila zelo zanimiva anekdota, no? Tako da vse živo smo že dali čez, ja. Ja, Rimokatoliška cerkev ne pozna poklica duhovnice, ne? Tudi celibat pozna, ne? Tega v protestantstvu oziroma v evangeličanski cerkvi ni. Zakaj je boljš, da se lahko duhovnik poroči, ima družino? Kaj s tem pridobi? Ja, jaz bi rekla, da največ, kar lahko pridobimo s tem, je, veste, da jaz razumem vernika, kako je se skregati, ker tudi duhovniki se skregamo. Tudi moj mož je duhovnik, pa še geodet zraven, tako da tudi mi dva mava kdaj kakšne take borbe. Skratka, razumeš človeka, razumeš, kako je vzgajati mulce, ki ti skačejo po glavi, razumeš, kako se je skregati, razumeš tudi vernika, da ima vsega preveč. Tako da jaz mislim, da predvsem ta del je nek doprinos, mogoče ta življenjski del, pa tudi različni smo. Ne? Jaz zagotovo ne bi mogla biti duhovnica in ne bi bila, če bi veljal celibat. Ker bi to zame pomenilo, ker sem pač tak človek, da bi težko bila sama. Tako da ta življenjski moment se mi zdi, da je mogoče tukaj bolj izpostavljen. Je pa res, da tudi Rimokatoliška cerkev to rešuje na en svojstven način, namreč tudi tam je pa mogoče vseeno možnost preko redovništva, ne, da se tudi ženske vsaj malo izpostavijo. Ne. Rekli ste prepir. V prepiru vidimo vedno nekaj samo slabega. Ne? Pa je prepir vedno samo nekaj slabega ali prinese tudi kaj dobrega? Ja, mogoče gre tukaj bolj za konflikt, ne? Mogoče se mi malo strašimo konflikta. Ne? Ja. Lejte, tam, kjer se znamo dobro prepirati, kjer se znamo dobro skregati, pa pol tudi dobro pobotati, to vodi k neki spremembi v odnosu. Ker veste, če sam tlačimo, ne? To potem je lahko sam dvosmerna zadeva. Ali se en preveč prilagaja in drug dominira, ali pa pač pasivno agresiven. Tudi pri otrocih, ne? Če jih vidimo, da se prepirajo, jih ustavimo ali pustimo, da se zmenijo do konca. Odvisno, kakšne vrste prepir gre. Ne? Mi se moramo tudi naučiti prepirati. Prepir ni to, da smo žaljivi pa nespoštljivi. Ne? Prepir pomeni tak zdrav konflikt, da pravzaprav izrazimo svoje stališča, svoje nestrinjanje in potem iz tega nekaj potegnemo. Torej pride do neke spremembe. Seveda na obeh straneh. Da se vrnemo malo k tem praznikom. Kaj boste vse pripravili v cerkvi dobrega pastirja v času praznikov ali pa pred prazniki? Kako bo ta december potekal in konec decembra? Ja, zdaj evangeličanska tradicija pozna, oziroma je tudi prva, ki je nekako začela s tem okraševanjem adventnega venčka. Ne? To je nekako bolj kot ne izum protestantske cerkve. Tako da mi začnemo že zelo zgodaj, začnemo že s temi adventnimi venčki, kjer pravzaprav pripravljamo eno tako druženje navadno za vse ljudi, ki lahko pridejo, sledi tudi skupno okraševanje, Miklavžev večer oziroma Miklavževa čajanka, kjer se odvija tudi eno tako prijetno druženje, največkrat ob kakšnem čokoladnem fonduju in seveda priložnost za pogovor. Potem pa ena stvar, ki jo tudi že vrsto let organiziramo, namreč mi smo zelo povezani z državo Burundi v Afriki in z državo Uganda v Afriki. Namreč tam podpiramo eno sirotišnico, konkretno Kaza v Ugandi. Sodelujemo tudi z eno zdravnico iz Maribora, ki to sirotišnico zelo pogosto obiskuje. Kupili smo jim že njivo, kjer so zasadili sladki krompir, ker je tam so razmere malce drugačne, tako da jih podpiramo na način, da jim plačujemo za šolo, torej šolnino, kupujemo jim njive, na tak način potem oni zasadijo recimo sladki krompir in druge povrtnine. To pa naredimo največkrat na način, da organiziramo dobrodelne bazarje. In to seveda se zgodi decembra. Tukaj sodelujemo tudi z glasbeno šolo Lipičnik, ki nam zelo pomaga, ker so pač tudi naši verniki in potem na ta način mi to speljemo, da pravzaprav naredimo en koncert. Največkrat se v cerkvi zgodi ta tako imenovani MAF Music and Art Festival, to bo tudi letos na drugo adventno nedeljo in potem lahko ljudje pridejo, sodelujejo na bazarju in potem ta denarna sredstva se seveda dajo v Ugando preko preverjene organizacije.
Potem pa seveda sledijo tudi običajna bogoslužja, ki pač pritičajo božiču, torej polnočnica 24.12. ob 10. uri zvečer. To uro imamo zato, ker imamo tudi nekaj mešanih zakonov in v duhu ekumenizma grejo potem lahko ljudje na polnočnico v evangeličansko cerkev in seveda ob polnoči tudi na polnočnico v rimokatoliško cerkev. Potem pa na 25.12. imamo tudi običajno božično bogoslužje, ki je otroško obarvano z obdaritvijo otrok. To imamo ob 18. uri. V vmesnem času pa poskušamo biti tudi čim bolj družbeno angažirani, kar pomeni, da se spomnimo ljudi, ki so v domu starejših občanov, varstveno-delovnih centrih, opravimo ogromno število dušebrižniških obiskov, duhovniki in seveda se tudi vključujemo, kar se tiče cerkve kot zveze, na zvezni ravni. Sicer pa pašemo oziroma spadamo pod organizacijo Svetovne luteranske zveze, kjer je mimogrede ta hip generalna, torej lahko rečemo generalna sekretarka, tudi ženska, dr. Ena Burkhardt. Lepo. So pa povabljeni na vse te dejavnosti vaše tudi neverniki. Seveda, a veste, mi imamo eno pravilo, in sicer, da je moja župnija je cel svet. A veste, jaz ljudi ne delim po tem, ali si protestant, rimokatolik, musliman, ali si ateist. Meni je to pravzaprav čisto vseeno, zato ker mi moramo biti najprej ljudje. In pač to, kakšen imamo mi predznak, torej kakšni v resnici smo ali pa katere veroizpovedi smo, je zame kot za duhovnika popolnoma nebistveno. Jaz sem tam, cerkev je odprta za vsakega, ki išče mir, ki išče upanje, ki išče tolažbo, ki morda rabi pogovor, ki morda rabi nek zdrav odnos, predvsem pa priložnost, da se druži in da ni sam. No, mislim, da s to mislijo lahko zaključimo tale naš pogovor. Hvala za veliko modrih misli, ki bi prišle v današnjem času ljudem lahko zelo prav, če o njih razmišljajo. Hvala tudi vam za povabilo in vsem ljudem želim vse dobro, mir in čim lepše praznike.